Brežiški dom kulture je ponovno gostil ustvarjalce in snovalce kulturnega življenja v občini, ki so se že tradicionalno ob slovenskem kulturnem prazniku poklonili tistim, ki so v zadnjih letih na tem področju pustili največji pečat. Podelili so 4 priznanja, 3 srebrna in 2 zlati odličji ter 2 častni priznanji. Slednjega je prejel tudi Slavko Mihelin, ki je v moškem pevskem zboru Bizeljsko aktiven že 40 let. V glavnem vse se je dogajalo za mojim hrbtom, tako da so mi na zadnjih vajah pevci povedali to zadevo. Tako da hvala lepa njim, hvala lepa moji ženi in pa seveda hvala lepa občinski komisiji, ki je pač prej potrdila. Slavko Mihelin si sicer močno prizadeva za obstoj moškega pevskega zbora na Bizeljskem in ohranjanje tovrstne kulture v kraju. Vseh 40 let se nekako borimo z člani. Najbolj uspešni smo bili tam okoli 2000. leta. 2000. in 2002. leta smo odšli na medobčinsko revijo in takrat je bila kvaliteta, bi rekel, najboljša. Ker se preko ljubiteljske kulture ljudje tudi medgeneracijsko povezujejo, si v svojih vrstah želijo mlajših članov. Takšni časi so, da imajo pač ljudje službe čez cel dan, tako da je problem priti na vaje in se ne odločajo, tako da se borimo s tem. Polna kulturna dvorana je znova dokazala, da kultura v občini Brežice živi. Po besedah predsednika Brežiške zveze kulturnih društev ima ljubiteljska kultura v občini zelo velik pomen za družbeno življenje. Z ljubiteljsko kulturo se v občini Brežice ukvarja veliko društev, imamo 30 kulturnih društev, v njoj je članjenih približno dobrih 1500 aktivnih članov, se pravi to predstavlja 5 do 6% aktivnega prebivalstva občine Brežice. Velika številka, ki kaže na precejšnjo razvejanost ljubiteljske kulture v občini. V Brežicah so v ljubiteljski kulturi najbolj zastopani pevski zbori, folklora, plesi, godbe, napihala, dramske sekcije, tako da imamo na vseh področjih zelo razvejano dejavnost. Na občini Brežice poskušajo zagotavljati ustrezne pogoje za kulturo, tako za ljubiteljsko kot profesionalno in tudi za kulturno dediščino. Sigurno ena od ključnih stvari je, da zagotavljamo predvsem prostore, tako kulturni dom tukaj je v Brežicah, kako tudi smo več ali manj poskrbeli, da so praktično vseh večjih krajevnih skupnosti tudi prostori, v kateri se kulturne dejavnosti razvijajo. Seveda poleg tega pa tudi sofinanciramo javni sklad kulturnih in pa preko razpisov tudi kulturna društva. Tako da seveda jaz verjamem, da ne glede na to, da denarja je vedno premalo, da je to tisto osnovno, da lahko zagotavljamo kvalitetno delovanje naših društev, ki delujejo dejansko zelo na visokem nivoju. Seveda pomembno pri tem vsem pa je tudi sama glasbena šola, katero seveda tudi občina delno sofinancira. Tudi v kulturnih društvih, ki delujejo v občini Brežice, so s pogoji za delovanje načeloma zadovoljni. Pogoji delovanja v občini Brežice so razmeroma dobri, zmeraj bi bilo potrebno še kaj več, ampak glede na ostale kraje ocenjujem, da je razmeroma dobro poskrbljeno za vse dejavnosti. Na Bizeljskem imamo zelo lepo poskrbljeno, imamo ogrevan prostor, hvala lepa krajevni skupnosti občine, pa prosimo še za naprej. Slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Stojan Pelko.